Človek vremena oziroma klime ne more spremeniti, lahko pa se prilagodi. Če hudomušno primerjamo kmetijstvo Smolarjevo pesem, ki pravi, da če si neprilagojen, si vedno tepen, je žal podobno v kmetijstvu. Če se ne bo prilagajalo klimatskim spremembam in nenehno iskalo tehnične rešitve, tako v načinu obdelave kot iskanju novih, odpornejših sort na sušo, mraz, škodljivce ter različne bolezni, bo vedno tepeno oziroma bo životarilo ali celo propadlo. Obstoja na trgu se ne more zagotavljati s kurativnimi pristopi, kot sta izplačilo odškodnin ter zavarovanje pridelkov, saj trgovca ne zanima, ali je bila suša, toča, pozeba, zanimajo ga le konstantne količine kmetijskih pridelkov. Če mu jih ne zagotovimo, bo šel k nekomu, ki jih bo, in se drugo leto morda ne bo več vrnil k prvotnim dobaviteljem. Lahko pa uberemo trajne preventivne rešitve in sodelovanjem države, občine, pridelovalcev, inovativnih podjetij in kmetijske stroke najdemo model, kako kmetijstvo prilagoditi klimatskim spremembam. Zato bomo začeli s predavanjem z naslovom Protitočne bočne mreže in različni načini preprečevanja škode po pozebi v vinogradništvu ter ekonomski vidiki uporabe. K besedi vabim prvega predavatelja, specialista za vinogradništvo iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, gospoda Romana Štebuca. Prosim. Večer sem skupaj, hvala lepa za povabilo. Upam, da boste uživali, ampak bi zadovoljni ob tej predstavitvi. Namreč, gledajte, stalnica našega življenja so spremembe in klimatske spremembe. V tem trenutku so ena grožnja, ne samo, bom rekel, kmetijstvo, ampak tudi celotne ekonomiji. Saj iz obstoječih nekaj milijard prihajamo že na 70 do 100 milijard letne škode v Evropski uniji in ta stvar bo še naraščala. Zdaj, če gremo... Če gremo kar na vinogradništvo, spoštovani, ena mala skrivnost, sicer neljuba skrivnost je ta, vsi govori o 2 stopinjah letnega povišanja temperature, ampak v takšnem, bom rekel, bolj osebnem razgovoru z glavnimi akterji, med drugim tudi z dr. Lučko Kapeš-Bogataj, ugotoviš, da so te 2 stopinje merjene ob velikih oceanih, na celini pa je to pomnožino krat 2, je 4 stopinje. In na inštitutu v Avstriji so dokazali, da pri 1000 mm padavinah 4 stopinje povečane temperature, torej povečana temperatura, letna temperatura pomeni, da je od 1000 mm padavin samo še 400, maksimalno 400 mm razpoložljive vlage v času vegetacije. Pravzaprav ne zavedamo se, kaj pomenijo te spremembe. Skratka, če pogledamo po drugi strani, je pa tako levinska trta, je, kar se tiče podnebnih sprememb, pravi bojni dobička. To je zadnja rastlina, ki bo v kmetijstvu, bom rekel, trpela težave, pod pogojem, da ima ob sebi vinogradnika, ki ve, kaj dela, ki ima rad in ki ima znanje in ki pravičasno tudi reagira. To je pravzaprav neuničljiva rastlina, ki je na tem svetu že več kot 70 milijonov let, za človeka pa še ni dokazano, da je milijon let. Skratka, v Sloveniji vemo, kaj bojo problemi, osnovni temperatura se bo dvignila, spremenjen padavinski režim bo, skratka, bojo pozitivne in pa negativne lastnosti tega. Veste, tudi pozitivne lastnosti bojo. Če pogledate, ena veliko pozitivna lastnost, o katerem dobim vinogradni danes razmišlja pa je tem, včasih smo trgali od začetku oktobra, zdaj trgam od začetku septembra, mesec dni imamo manj dela, v tem vinogradniki sploh nič ne pogledajo. Mesec dni je manj dela in je manj stroški, čeprav prej začne škropiti, vsej to je res, ampak kljub temu ta čas dela za nas. Bistvo je pa vsega tega, pri razgovoru z Alešom je bilo rečeno, da CO2 se dviguje in CO2 je topni za rastlino, za vinsko trto in več kot CO2 je bolj intenzivna njen razvoj in več kot tega hitrejši razvoj in tudi več je grozdja, več bo sladkorne stopne
In tako bom povedal, tudi trta bo tudi veliko bolj občutljiva. Posledično tega pa seveda tudi več bo škodljivcev, več bomo imeli težav s tem, ko bom potem na koncu povedal, če nam bo prišla še eska, tako kot prihaja v Franciji, pa v Španiji, pa še po kakšen bakterijski užik oljk, pa smo potem pravzaprav v veliki meri lahko končali z vinogradništvom. Skratka, gremo naprej, imamo ukrepe in tehnologije. Vsaka oblika podnebne spremembe, ki vpliva na vinogradništvo, ima svojo tehnologijo. Tako, če pogledamo sušo. Mi vinogradništvo najprej razmišljamo o gospodarjenju s tem zastiranje, namakanje je zadnja stvar. Namakanje je zadnja stvar v vinogradništvu. Ne zato, ker se ne mora prvočiti, pa zaradi tega, ker trta je edina kmetijska rastlina, ki ima zaradi svoje kakovosti na tem svetu omejen količino predelka. In kakovost je vedno bila in bo na prvem mestu. Namakanje da, ampak samo pod pogojem, da se poveča kvaliteta, ne količina. Pozivam. Pasivni in aktivni načini preprečitev, to bomo predvsem pokazali. Toča. Tržni vinogradniki ne potrebujejo zavarovanine, potrebujejo samo svoje grozdje, smo se nejasni, in to lahko dosežeš samo z fizično napravo protitočni bočni mrež in pa seveda novodobne bolezni, kjer se ne sprašujemo samo, kako bomo stvar reševali, ampak kako bomo stvar preprečevali. O tem se noče nič pogovarjati, kajti ta stvar pa zahteva malo več kot samo, bom rekel, razvijanje FFS-ja. In seveda novodobne bolezni, v drugi eske in tako naprej. Najhuje v življenju je spreminjati svoje navade. Tako bo tudi vinogradniki morali spreminjati pri svoje rezi, bom rekel, svoje navade in namesto, da bi trto amputirali, jo morajo pomlajati. Zelo majhna razlika. Če pa tega ne razumeš, potem je pomes, bom rekel, okužba za esko. Skratka, gremo naprej. Toča vinogradjev, ozrej katerega je zelo zanimiva stvar. Torej, točo lahko zmanjšamo, lahko umilimo in jo lahko preprečimo. Da smo se jasni. Preprečimo lahko z naprav protitočnim bočnim mrež. To nas najbolj zanima. Vse ostale stvari so sicer, bom rekel, zelo demagoške, lahko včasih tudi politično obarvane, ampak praktično pa ima danes stvar tudi največ možnosti. Torej, protitočne bočne mreže so način zaščite predelka, ki je tudi lahko subvencioniran spisal v našem primeru. Bo ministrstvo, bom rekel, zelo, kako temu se reče, sledilo tem in pri razpisih tudi do 70% sofinancirano. Je pa tržna nujnost za tržne vinogradnike, ki potrebujejo predvsem svoje grozdje, svoje vino, kajti samo od svojega dobro prodanega vina izhaja vinogradnikov obstoj. Dobena država te ne more pomagati, dobena subvencija, samo sam se lahko pomagaš za dobro ceno. Torej, kakšne so prednosti? Bistveno nižja cena kot dosedanje mreže zaščitne steni, učinkovita zaščita grozdja, nekje največ 5 do 8% je sicer poškodovanje grozdja, ampak ne presekanga, to, kaj smo v tujini videli in kaj praktično ugotavljamo. Potem je enostavnost montaže, pozitivni učinek je na sorto, na aromo, neverjetno, ko so Novozelandci dvakrat klicali, kako je to možno, da imamo pri Sauvignonu tako veliko količino hlapnih tiolov, kar smo mislili, da smo se dvakrat zmotili, pa ni res, je predvsem zaradi tehnologije razlistanja, takoj podsvetljenja za mrežo, kjer smo preprečili, bom rekel, po eni strani užige, po drugi strani pa smo ohranili tole, kar se reče, kakovost prisotnih Sauvignona. Torej, gospodarska omejitev škode pred škodljivci, to je tudi zelo pomembno, ptiči so vedno hujši, insekti, domače in gozdne živali, to je dokazano, da lahko s tem rešiš. Manj je zeleni del, zdaj so pa pripisani stvari, ki je v tujini. Ne samo, da hraniš predelek, ampak bistveno je, da tudi do 50% zmanjšaš fizično ročno delo. Ampak to ne pomeni se s tem nič delati, ampak moraš v pravem trenutku biti na pravem mestu, upraviti stvari in potem imaš dolgo časa. Je pa res, da tudi te mreže, kot bom povedal, se razvijajo. Najprej so se razvijali iz 1,5 m, 1,80 m,
potem so prišle na 1,20 m, zdaj pa Švicarji vedno bolj ugotavljajo, da bo to treba narediti nekaj zelo, imajo poskuse z zelo majhnimi mrežami, pravzaprav, ki pokrivajo grozdje in delček, mogoče 30 do 60% rodnega lesa za drugo leto in s tem rešujejo problem prerazgraditve. Kaj je največji problem pri tej mreži? So tako imenovani zalisniki. Ker dajte rastlina sonca gre za soncem in če je velika mreža, potem je ogromno teh zalisnikov. In če je veliko teh zalisnikov, tudi veliko dela za senčitve in seveda bolezni tak naprej. In zdaj želimo si, da zalisnikov ne bi več v fazi mreže bilo, to je cilj, v fazi mreže, da ne bi bilo zalisnikov, zalisniki bi samo zgor pod mačkom takšni koši bi bili gor, ki jih lahko za stroj lahko večkrat tudi prikrešujemo. Torej, kaj se naredimo? Prikrijemo porezi spomladi in seveda, kar je zelo pomembno, da ne sme ovirati ostali strojni zeleni del. Danes že imamo stroje, ki lahko pod mrežami, bom rekel, razcepramo listi od coni grozdja, ne da bi fizično morali odstranjevati listi coni grozdja. Zanimiva stvar. Stroje se neverjetno še razvijajo. Torej, slabosti, seveda, moramo nekaj časa potrebujemo za to, da bomo dvigovali in spuščali mreže. Tu imamo dva načina. Preprost način za tako zvanimi zatikanjem za temi hakli ali pa za plaketami ali pa ta avstrijski sistem, kjer imajo tako imenovane samo potem pokazal, imajo železa in potem z temi baterijami, z temi vrtalniki v eni uri dvignejo vse tole. Vsaka stvar ima svoje dobre, svoje pozitivne in slabe lastnosti, predvsem je tam, kjer je železo, not, to je predvsem velika teža, tudi do 10 ton po hektarju in pa seveda drago je bolj. Torej, v slabih letih pri bujnih trtah, predvsem pri kakšnem svinjonu, ki ima izredno veliko zalisnikov, sistem nič delati ne prije pošteno, to moram pozoriti. Pravi čas smo šopeti, očistiti, lahko tudi razlistati, spustiti mrežo dol in potem se trte razvija naprej. Opozorilo, kakšna so pa opozorila? Dodatna teža po hektarju, potem pomeni, mora biti močnejši sidranje, sidra meter globoko in pa fi mora biti od 12 pa do 15, tudi do 120 cm globoko. Stroški materijala, kakšni so tu približno 1,2 do 1,5 evra na tekoči meter, do 100 ur napravni stroško, ročni sistem navijanja pomeni 30 ur po hektarju, strojni sistem navijanja pa 1 do 2 uri. To je ta sistem, ki imate sistem z navijanjem, to je ta sistem z navijanjem, ali je železni ali pa plastičen, se potem lahko tudi, ali pa potem zatikate sami strano. Strojni sistem navijanja je seveda dražji od ročnega. To je potem tak sistem, imeli smo pa že nekaj v lanskem letu nekaj teh tečajev. Moram povedati, da imate eno dobro firmo tukaj na Dolenjskem, zelo blizu firmo Rosac, s katero smo to sodelovali, kjer imajo tudi te mreže in na njihovi spletni straneh lahko vidite vse te stvari, so zelo, kako se reče, poslovni, skratka pa tudi tržno naravnani in pa konkurenčni. Tako to zgleda, tako smo imeli takšne tečaje, to je najcenejša varianta, da se naučite v enem dnevu pravzaprav in pa potem mladi, nedobudni vinogradniki, ki ste tržni in ki prodajate ne grozdje, pa ki prodajate vino v steklenicah po možnosti 0,75 po ceno vsaj 3,5 evra in več. Ja? Tu potem je najpomembnejša stvar, da lahko 1. januarja planiraš, kaj boš imel konec meseca decembra. To je ekonomija, je pravzaprav prava ekonomija, je pravilno planiranje. To mora biti realno. In tako te stvari izgledajo. Če pogledamo proti pozebi, imamo preventivne dejavnike, torej vsi dobro vemo, prava lega, sorta, prava podlaga, do 208, pod 280, pri 280 metrov nadmorske višine se na Štajerskem začnejo problemi, pod 250 metrov nadmorske višine smo 100% podvrženi državni pomoči, nad 300 metrov je pa redko kdaj pozelo. Prosim, to so prve stvari. Uvajanje novih, to je pa zdaj za alternativno za bodoče, ker stroka si mora privočiti, bom rekel, neke novosti, za katere praksa je zelo skeptična.
Se nekdo mora biti pionir, nekomu se morate smejati, boljše, da se nekomu smejite, kot da se skupaj z vami jočemo. Skratka, tako zvani novih, bolj odpornih industrijskih vojnih oblik z večjim številom moči, tu bo prišlo v bodočnost. To je tudi povezavi z ESCO, tu bo, kasneje vam mogoče povedal, tu se bo moralo nekaj spremeniti v vzgojnih oblikah, ki bodo tudi odporne same na pomlansko pozebo za tako zvanim dvojnim odganjanjem, ko bi potem pokazal tudi. To je zelo pomembna oblika. In pa seveda vse ostali, ko napravljamo vinograd, da imamo odsedna, da imamo zračna tla, v kateri se bo trta razvila v korenski sistem ne na 40 cm, kot ga imamo danes, ampak na meter pa pol. Kajti potem korenski sistem pride v 15 milijonih kilogramov, ne pa v 4 milijonih kilogramov. In korenski sistem je 90% pa 95% tisti, kateri vpliva na to, da bo trta odporna na podnebne spremembe. In v 95% vpliva preko tal na teroar oziroma na kvalitetovino. To so neverjetne ugotovitve. Kaj pomeni korenski sistem? In korenski sistem je tudi največja imunologija, s katero lahko pravzaprav rečemo, da imamo zdravo trto, odporno trto ali pa da imamo trto takšno, ki je kar tako. Aktivne oblike, to so pa potem vse te sistemi, ker veste, danes je zelo zanimivo tole, bolj ko je stvar interesantna, bolj ko so nove stroji, bolj so ljudje navdušeni. V bistvu je pa takole vse povezano z ekonomiko, ko bom tudi povedal. Aktivne oblike, dovajanje toplote, segrejen, dimne zavese in dimljenje, to je tako drago, to je tako razsipno. In to je tako, bom rekel, tudi na koncu naravovarstveno vprašljivo, da je lahko mogoče lokalno vezano, ne more pa biti to neka globalna rešitev. Metode mišanja zraka z mešali na južnem poloblu, moram povedati, to je izredno pomembno, ampak to so ravnine, to so planjave, to so mešala, ki so visoka 10 do 20 metrov, ko bomo potem videli, kateri pokrivajo 3 do 5 hektarjev, ki so vredne, ki so njihova nabavna vrednost med 20 in 30 tisoč evrov, ali pa bom rekel dolarjev, bom rekel, no pač tu nekje 20 tisoč. Skratka, delujejo pa nekje do 3 Faradaja, oziroma nekje realno do 2 stopinje, maksimalno 3 stopinje. To je to mešanje. Je pa zelo zanimivo, da deluje maksimalno z 3 metri na sekundo ali z, če pomnožite to krat 9,6 km. Več pa ne sme biti, kakor hitro, pa grejo te mešale v hitrejši obliki, pa začnejo že vplivati na zmrzav sama, kot takšna. Namočena tla, ali akumulacija več toplote, ali so pomočena tla, manj izgub pri manjši transpiraciji. To so vse takšne malenkosti, ki jih vinogradnik mora vedeti. Visoka trava pri mladih trtah je lahko že mlade trte pozebljajo pri plus 2 stopinje v visoki travi. Zato, ker je do 4 stopinje Celzija je lahko temperatura, bom rekel, nižja visoki travi, kot pa brez te visoke trave. Uvajanje sistemov za oroševanje absolutno prije poštev, seveda pod pogojem, da si ekonomsko toliko močni in pa da imaš splošne pogoje, da lahko to tudi narediš. Plivanje, potem pa smo tukaj, plivanje na povečano krepitev odpornost, prehrana, preventivno škropljenje. Danes imamo že izredno veliko snovi, za katere ni dokazano. Ampak izkusni ljudje smo uporabljali lansko in predlansko leto določene snovi, s katerimi dvigujemo, pravimo v praksi, pravimo temu tako zvani rastlinski antifrizi, s katerim povečaš koncentracijo te snovi in teh elektrolitov pravzaprav v tej raztopini in seveda s tem tudi zmrzišče nekako lahko premakneš. Seveda, tu so zelo pomembni postopki, količine in pa kdaj s tem začeti. Tu stroka v tem trenutku ne more reči, to pa je tako. Mi smo sicer ugotavljali, 3 do 6% je bila statistična razlika, bi najbila statistična razlika pri uporabi teh sredstev, ampak prosim. Čeprav pravijo ti ljudje, kateri to prodajo, da bi morali to upraviti večkrat, pa večji koncentracija. Skratka, potem je plivanje, tu sta pa dve zelo zanimivi stvari, plivanje na dvojno odganje v zemski očest in pa plivanje za zaznitev vegetacije do 20 dni z določenimi snovmi in postopki. To je bilo točno pred enim tednom v Gradcu, takšni simpozij na to temo, ker veste, Avstrijci zelo veliko delajo. In takrat res vse inštitucije delajo usmerjeno v isti cilj, kako stvar reševati.
In to od države do vseh inštitucij, kako pomagati, kako reševati in pa predvsem takšne stvari, ki so praktično uporabne in pa ne nekje daleč, ampak da se ti na dosegu roke. In so prišli ravno do te dve stvari, na prvem mesto vpliva na zakazitev vegetacije, iskati naravne snovi, katere bi po določenih postopkih lahko poškropili in ta očesa, zimska očesa, in podaljšali čas odrmance za 20 dni. To je potem čas, v katerem navadno rešil tudi problem pozebe. In pa vpliva na dvojno odgajanje zimskih očes, to je pa najbolj preprost, najbolj poceni način, s katerim vinogradnik pri načinju rezi zmodificirano enošperonsko in dvošperonsko vzgojno obliko, tako bom rekel gojitveno obliko, lahko doseže, da pri nepovezanih šperonih, ki tako visijo, ki tako stojijo, lahko dosežeš do 60% teh očes, katere so odporne na pozebo. Namreč, morate videti nekaj, smo v lanskem letu ugotavljali, kako so očesa odporna na temperaturo. Ne moram točno zasno potrditi, ampak izkusno je bilo tako. V fazi volne je zdržalo -5 pa še več. Ko je bil centimeter popol, je zdržal -4, pa niso bili prvi lističi zunaj, je zdržal tudi -3,5 do 4 stopinj in bilo enega problema. Kako hitro so se povečevali, je tako njihova odpornost padala. Ko pa je bil rumeni muškat ali pa modre frankelje ali pa šironik, ki imajo, to so sorte z gladkimi listi in so tudi najbolj nevarne za pozebo, v fazi 5-6 listov, to pomeni, da so bili visoki od 8 pa do 14 cm, tu pa so začeli propadati, oziroma v glavnini so propadali pri -0,5 stopinje. Torej, in ker vemo pri trti, če imaš šparon, torej dolgorodni les, vedno požene prvo na rezniko ali pa na koncu tega šparona. In požene tisti, če je rumeni muškat ali pa frankelj, požene takšne poganke 10 do 12 cm, ti spodnji poganki pa še spijo. In če prije do pozebe, propadejo tile, tisti pa ne, zato moramo imeti toliko več rodnega lesa, ki ga potem vežemo. To je sistem, za katerim pač moraš delati. Sicer oblika je problematična, ampak tako, se veste, ko nimaš zdravja, pa ko nimaš vina, imaš samo en problem. Če to imaš, pa imaš 100 problemov. To je potem ta sistem, to smo lansko leto še slikali, to je slovenski del, ampak na tej strani so že vse Avstrijci, kateri so celo noč korili balje, po 200-300 balj so korili, helikopteri so mešali zrak. No in na koncu smo se pa malo pohecali, pa smo rekli, kako to, da ste imeli 100% predelek, 120% predelek, pa celo 180% običajni predelek v Avstriji. Je rekel, no, nekaj procentov smo rešili s furjem, nekaj procentov s helikopterjem, ampak 92% prejšnja narava zaradi tega, ker je bila trta slabo odgnala. Torej, rešitev vinogradništva, kar se tiče pozebe, je slabo odgnala trta. In samo to je praktično pa ekonomska rešitev. Sistem ogrevanja, če pogledate, kako to izgleda, tipične variante, pečina olje, pečina brikete, plinski grelniki, nove variante so protipozebne sveče, ki bomo potem videli. Samo da moram povedati, se to pa tako, vedno je z ekonomike. Povejte mi, po čem vino prodajate, pa vam povedal, kako boste ščitili vinsko trto pred pozebo. Če imaš prihodek na hektar vinograda od 50 pa do 100 000 evrov, kot imajo redki v Šampanji, potem si lahko privoščiš 500 sveč po hektarju, ki imajo 10 ur delujejo in z njimi praktično lahko začitiš 2 noči, ne 3, 2, da smo se do najjasni, pride pa ta investicija 10 evrov po eni sveči. Koliko je 500 krat 10 je 5000. Ne pa da danes poprečni slovenski vinogradnik z 10 tonami zasluži z groznim 5000 evrov. To so realnosti. Samo trenutek. Aha, no, protipozebne sveče, potem je tako zvani pozebni stražar, vse drugi, bilo da ni frostguard, to je stacionarna grelna naprava, ki se vrti okoli svoje vsi daje toploto, imate napisati infosat.se, lahko te slike not tudi vidite.
na spletu, pa Frostbuster, pozemni kroker, ravno takšen kot je Frostguard, ampak je vlečen stroj. To so vse stroji, kateri zahtevajo, bom rekel, velika investicijska vlaganja po eni strani, da jih kupiš, po drugi strani pa to rabijo, bom rekel, od 100 do 200 do 300 litrov, bom rekel, kurilnega olja ali pa plina, ali pa v tem na uro. To morate videti, to je situacija. Potem preprečevanje z vetrovanjem. To so velike vetrnice z vrtečo glavo rotorja, to, kot sem prepovedal, maksimalno 3, pokrivanje 2 do 4 hektarje. Torej, toplotne zračne plasti se mešajo s hladnimi zračnimi plastmi, skratka gre za enostavno mešanje. Ko pa pride do polarnega zraka, to ne prije poštev. To ne prije poštev. Tako kot je bilo lansko leto, ko je v 3 urah pravzaprav prišel polarni zrak na višini 1200 metrov, je bilo minus 12 stopinj Celzija in potem se sesedal kot žep. Tu nimaš kaj, z tem je narediti. Je pa seveda tudi še proti hrupno, pa tako naprej. Skratka, to so te vetrnice zelo lepe, eni mladi fantje pri nas se nadušujejo na tem. Sem rekel, potem pa se tak naredi, da bo še gor generator, da še takrat, ko ne bo pozirano, bo še elektriko, pa misli, da se hecam. Skratka, to je potem spet tale voženc, tam čisto opazili, da imajo asfalt po nasadih, ravninski in tako naprej. Ta sistem imajo. Skratka, posod se to zmisli, kjer to nasad oziroma ekonomsko prenese. To so te sveče, če pogledate parfinske sveče proti pozebi, takšne izgledajo, lahko si jih tudi doma naredite sami, rabite te podcinkane vedra. Praktično smo videli v Franciji, da se ti mladi mali kmetje to naredijo z nekaj kurilnega olja, potem pa dajo te lesne peljete note in potem s tem kurijo. Skratka, to se pa dimi in tudi takole. Je pa to zanimiva stvar, če imaš doma kako marelice, pa tole 2-3 vedre daš pod marelico ali pa tole, pa jo reši sigurno. Ker tu ne gre samo za kurjenje, pa za dimljenje, ampak gre za tako zvano svetlobno auro, s katero, bom rekel, se ti prikrivajo in ščitijo potem tole s toploto noto. Tu ni samo, da bi dimlja, ampak to je predvsem toplota. In to je tisto, kaj smo hteli povedati, koliko potrebujete te sveč. Pri minus 7 rabite 500 sveč po hektarju, drugače pa od 200 pri minus 2 in 400 do minus 6. Skratka, cena je način uporabe, lahko imate na info, mislim, da imajo tam napisano 9,5 evra, imajo gor napisano vzajemno. Skratka, to je stvar sicer lepa, ampak mora biti ekonomsko upravičljiva. Za kakšne male vinogradnike, takšne, ki je vinograd samo še ljubezen, ko pije najbolj drago svoje vino, potem prije poštev. Ampak to pa je najbolj zanimiva stvar. Tole. Glavno, ko sprijedo česa. Sta dve sorte, dejansko moram povedati. Saj, mogoče ni toliko potrejena, ampak iz izkustva starih ljudi, pa tudi po informacijah letošnjega leta, je bilo pri te dve sorte zeleni silvanec pa modra portugalka več pridelka kot pred pozivom. Kaj pomenijo pri očesa? Kaj pomenijo pri očesa, razvoj pri očesu? V primeru propada enega očesa, potem dve pri očesi zrasteta in sta obedve rodni, seveda normalno. To je pa res, da pri sortah, ki imajo velike grozde in imajo gladke liste, ni dobene rezerve. Rumen muškat, modra franklina, šardonnay, nima dobene rezerve. Tu je 8-12% predelka maksimalno, ko trta glavne prste propadajo. Skratka, in tako to smo ugotovili takrat od minus 5 do minus 0,5 stopinje Celzija. Najpomembnejša stvar, občutljivost ali pa odpornost pred spolansko pozebo pri vinski trti je faza njenega razvoja. Kdor bo znal. Je pa druga stvar, naprimer, kako so v starih časih ljudje vedeli, kaj pomeni božična res ali pa kaj pomeni res okrog Jožev. Marčevska, ne? Ker na trti je približno od 150 do 250 oči, predno obrezuješ. In zdaj, če pride odganjanje in
pritisk sokov na 12 oči, ko ljudi danes pustijo na šparon pa reznik, ali pa na 250, je vsekakor lahko tudi en teden ali pa 10 dni zamika ali pa lahko prehitevanja v odganjanju. Poglejte, merili smo temperaturo, 19. januarja je bilo pri Trti na južnem 23 stopinj. Prve sorte, prve Sauvignon in pa Sivi Pinot sta že 19. januarja na dobrih legah bila v soku. Skratka, narava ima svoje zakonitosti. In potem je to tole, če pogledate en šparon, na katerem rumene muškat, pri nas ostane 3 poganke, nič več. 3 poganke so ostale. In ko imaš tale šparon, to gor sicer ni ne boš pokazan, najprej požene tukaj gor, tu pa spijo. In če postiš tukaj 3, to je modificirana ena šparonska zgojna oblika, ki ti nič ne stane. Samo postiš dalje. Tu zgore bo propadlo, teh 5-6 ostane, pa 3, pa 9 pogank na rumene muškate, pa na modre frankine, vinogradniki dobro veste, da je popolnoma normalen pridelek. Ja? Pa brez velike filozofije, pa velike stroške. Pa še eno možnost imate, to smo tudi ugotovili, če od tu namesto, da odrežete tu, če ni pozebe, odrežete tukaj, ste dobili 4 očesa, ker je takrat prostor, če ste pogledali. Ja? To je največji problem eno šparonske oblike, ker je ta prostor, kateri ni izkoriščen, in te dodatne 4 očesa po hektarju pomenijo 1800 kg grozdja več. Običajno delo pomeni pa to kar lepa ekonomika. Seveda, zdaj pa, če vas lahko še malo okrog suše bomo kar preleteli, namreč kako je pomemben druga stvar, torej ena celovitost teh klimatskih sprememb. Zdaj smo dali točo, smo dali skozi, dali smo pozivo, zdaj najhujša pa je suša. Trta ima koreninski sistem, ki bi naj bil na trto od 40 kvadratmetrov pa do 250 kvadratmetrov. Od to določa vinogradnik. Ali so korenine 40 cm globok, ali so metro do metra pa pol. Ali je v enem hektarju vinograda zaloge zimske vlage lahko 3 milijonov litrov ali pa 400 000 litrov. O tem odloča vinogradnik. Predvsem nas zanima tukaj, kako lahko rešimo vinogradništvo, povečanje organske mase, organske snovi in pa pred obnovo vinograda, kaj moramo narediti. Zelo pomembno je obnova vinograda. Vinograd je trajna kultura, ki jo imamo danes na 25-30 let. V budućnosti imamo tehnologijo na 50 let ekonomične izrabe vinograda in trta nima kam pobegniti. Trta je na isto mesto in osnovna in najboljša stvar, katera trta rešuje pred sušo, spoštovanjem, ne boste verjeli, je sicer humus, je njen razvoj, ampak je zrak v tleh. In vinogradnik, ki zna narediti v tleh zrak, ni zapisanosti, ni redukcije, je samo življenje v tleh. In ko enkrat življenje v tleh, takrat je trta neuničljiva. In trta in suša pri trti strokovnega sliča, moram povedati, jo zagovarjamo kot tehnološko napako. To so te osnovne stvari, kaj se treba narediti. Torej, nas zanima predvsem povečanje koreninskega sistema v globino, pa listna stena. Zakaj? Veste, koreninski sistem v globino preko tal, zanimiva stvar. Preko tal lahko vinogradnik na hektar na dan v 30 stopinjah pri velikem travnem pokrovu oskolistnih trav izgubi na dan od 10 do 20 tisoč litrov vode preko transpiracije. In preko listne stene lahko pri 20 do 30 tisoč kvadratnih metrov listne stene, ki imam poprečno, lahko vinogradnik izgubi 10 do 15 tisoč litrov vode. In ko 10 do 15 tisoč litrov vode od listne stene in pa izgube iz tal sešteje, je to lahko 20 do 30 tisoč litrov vode. 10 dni, 20 dni. In to je tisti odgovor, zakaj je na istih legah, pri istih sortah, pri enem vinogradniku trta po 30 dneh suše fantastično zelena in se čudovito počuti, pri drugih pa že išče, bom rekel,
pomoč, državno pomoč, ali pa bomo rekel, državno pomoč za katastrofo, ki ima bilo. Skratka, če gremo naprej še, na kaj se bi morali to narediti? Preko korenskega sistema, zračna stvar, optimalizacija razmerja vode zraka, vpojnosti in pa predvsem biokompleks. O življenju v tleh se do danes še nišče ni pogovarjal. Danes vse velike kemične firme imajo neverjetno usmeritev. Morate verjeti, ampak neverjetno usmeritev je, da bojo začeli razvijati tako zvani biokompleks tal in da bojo postali glavni zagovorniki, bom rekel, uporabe teh sredstev, s katerimi bojo povečali tako zvano mikrobiološko aktivnost. To je nekaj neverjetnega. Tudi danes že ugotavljajo, da FFS lahko za 30-40% fizično zmanjša na račun te snovi, pa ni v konvencionalni, bom rekel, skoraj v konvencionalni predelavi, pa ni problema za bolezni. Neverjetnost. Tu je izjemen razvoj. Potem spodbojanje sprejema hranil, korenski sistem, torej mikrobiološka aktivacija. O tem boste videli, to je isto kot, pravzaprav, o čem se danes tudi v zdravstvu pogovarjamo, o samih dopolnilih, prehranskih dopolnilih, če ste ugotovili. Nihče danes ste opazili, da zadnjih 10-15 let nihče ni več naredil novih antibiotika, novih aktivnih substanc, fitofarmacevtskih, kot se sploh ni. Zadnjič je bila luna, katere je bilo, pa še takrat je bil problem velik. Ni česa drugega ni. Skratka, prehranska dopolnila in pa mikrobiološka aktivacija v tleh, to je stvar, ki prenaša danes največje dobičke. Listna stena, srednje število srednje starega listja, to je neverjetno, kako je v naravi vse, bom rekel, povezano. Listje na trti je isto kot v dnevih razvoja, isto kot človek v letih razvoja. Do 20. dneva starosti je list vinske trte porabnik. Od 20. do 60. dneva, spoštovani, je optimalno. Če to predstavimo v človekova leta, se kar človek nasmiha. Od 60. do 80. dneva starosti je list pojemajoče delovanju in po 80 dnev postane dokončni porabnik hrane. Pred človeka skoraj isto. In kaj se vsaka država želi? Takšne srednje stare ljudje ne, isto kot pred listi. Torej, vplivanje na boljši izkoristek v asimilaciji listi. In tu se začne vsa ta zgodba. Ta neverjetna zgodba o asimilaciji, ker to je edini način, s katerim v tem ljubem svetu se nekaj proizvaja. Vse ostalo je samo transformacija. Asimilacija pomeni z neživega delamo živo. Se dela, z neživega živo. Ampak nihče ne pove, da pri asimilaciji 50% vode gre samo zaradi to, da lahko rastlina razbije vodo na vodik in na kisik, na energijo, s katerim potegne CO2 v zraka. 50% je tako zvanega nepotrebne razmetavanje z energijo. In če bi tukaj lahko te 50% dovajali direktno v listno režo, takrat lahko tudi v najbolj sušnih pogojih imamo normalno kmetijski predelek. O tem se v svetu izjemno dosti govori in tudi zelo veliko, kajti to je tudi lahko rešitev vsemi aridnih območij. Ali bojo imeli hrano, ali ne bojo imeli hrano. Vplivanje na hitrost regulacije listna reža, to je bistvena stvar. Listna reža, če je odprta, potem diha. Zgubi lahko na kvadratni meter pol litra vode, ker 30.000 kvadratnih metrov je 15.000 litrov vode, ali pa zadosti. 15.000 litrov vode, če delite za 500, pa prijete do 30 kg čiste sušine, kar pomeni, da dobite izjemno bogato vino, ki ima izredno velik ekstrakt. Boljšo kvaliteto. Tu samo kvalitete. In seveda, kaj vpliva to biološka pestrost, v tleh je en mikrokozmos, fantazija, tukaj vidite, vsi se čudimo, bom rekel, zvezdnemu sistemu, to je v tleh. Kaj pomeni tudi humusni sestav, kaj pomeni, kakšna predsestav, kakšna je vpojnost. Če pogledate samo primer bom povedal za najboljše gradnike humusne sestavine v tleh, trajnega humusa so tako imenovane deževnike.
Poznate deževnike zgornje, srednje in spodnje plasti. Spodnje lahko grejo tudi do 8 metrov globine, lahko živijo tudi do 20-25 let in v globini 20 cm na leto naredijo do 5500 km rova in naredijo od 50 do 80 ton tele organske mase lahko razvijajo in so edini, kateri, bom rekel, preskrbijo tako zvani trajni humus. Vse ostale štople, vse ostale brikete, ki jih dajete danes, prosite, to je čisto enostavno energetski humus, ki je pač v organski obliki tale energija dana, v bistvu pa nima dobenega vpliva na trajnost vinske trte, kaj se tiče humusa. Torej, celostno gospodarjenje, to nas predvsem ne bo zanima, celostno gospodarjenje, ki zahteva vinogradnika, ki iz vinograda dela recepta, ampak to je kreacija, ki je danes lahko tako, jutri pa takole, zahteva celega človeka, predvsem ohranitev vitalnosti in življenjske moči, ozelenitev tal, če pogledate. Veste, ljudje zamenjujejo, bom rekel, travni pokol, ozelenitev tal in pa, bom rekel, vse, kar je zeleno v vinogradu, ni optimalno. Če vzamete samo lopatni preizkus, kar je nepomembno, še sedaj pa vas nič ne stane, naredite si luknjo, pa pogledajte, kako globoko so korenine in kako je to, da se prehranijo. Če imate golf igrišče, tam je 3 do 5 cm in smo končali. Golf igrišče je ena izmed največjih polutantov v kmetijstvu. Od 15krat pravijo začetek, pa 30krat minijo in tako naprej. Skratka, to so pa še eni skrivnostniki, ki so pač malo znane. Ozelenitev tal, rastline, ne bojte se rastlin. Te rastline, kar jih vidite, tudi imajo tazono koreninsko maso in praviloma, koliko je nad zemlje, toliko tudi koreninska masa. Tu so potem določene primerne rastline, zakaj se rabimo za plodorine, za zaoravanje. Potem so medonosne rastline, skratka, trajna ozelenitev, spet je en recept, s katerimi pač lahko zagotavljamo trajno rastišče. Spet slike, s katerimi lahko obogatimo tla, z zelenim gnojenjem. Potem so to tudi kaj uporabljamo za pitna in sušna tla, kamnitna tla, zvedski leta, skratka. Torej, kakšen je vpliv na gospodarjenje s temi? To pa za čisto gospodarjenje. Kateri so ti ukrepi, da lahko vplivamo na to gospodarjenje? Še vedno lahko, bom rekel, vinograd tako oskrbujemo, kot da tu vidite na sliki. Še danes imaš neke francoski šatoje, ker imajo to obdelavo. Samo tam je liter vina, potem 100 €. Tudi lahko rahlamo brez obračne zemlje. Opozarjam eno stvar, ne samo ekologija, ampak tudi vse vinogradniki upozoril, v vinogradu se zemlja ne obrača. Se nikoli zemlja ne obrača, ker boste mikrobiološki uničili. Ampak jo samo parate, ali jo prezdigujete, ali jo vertikulirate, ali jo globinsko podrahljavate, skratka, ali jo preležete. Ja? Veliko bolj se danes uporabljajo, bom rekel, tako zvani vali in pa ježi z padanjem, z vsem tem za povečanje aktivne površine v tleh. Seveda imamo tudi vrsten prostor, vse te stvari lahko danes uporabljamo. Stvari, v katerimi zamenjujemo, bom rekel, herbicide, mehansko katerem primer vrsti. Vsi ti stroji, kateri so, pogledajte si, okupovalnik, plevenik, skratka, globoko vibracijski rahljači, prezračevalniki, rahljalniki, potem vrtavkaste brane, način prekopavanja, samo da ne obračaš, ampak samo obadaš v bistvu, pa prezračevanje, podrahljavanje. Potem je tudi, da predvsem vsako drugo vrsto, to gospodarjenje, vsako drugo vrsto. Če vidiš, da trta ne raste, če vidiš, da nadzemni del trta ne raste, potem veš, da je kriv koreninski sistem in koreninski sistem se duši. Takrat ga je treba odpreti. Jaz se opravičujem, vse meni zaparkiral eno gospod. Turan KKUL 740. Je tukaj mogoče? To so potem ti sodobni stroji, s katerim popolnoma lahko rešimo problem herbicidov. To uporabljajo veliki vinogradniki, kjer ustvarjajo tudi svojo zgodbo.
ne samo zaradi tega, ker pač se izogibajo herbicidov, ampak predvsem pa zdaj pogledajte zastirka. Dobra zastirka je isto kot namakanje, je kapljično namakanje v vinogradništvu. To so že pred 20 leti v Geisenheimu dokazali, če bi z dobro zastirko. Mi smo delali pred 2 letoma, smo se malo igrali za en naš posvet in smo naredili en poskus v vinogradu, v srednji kmetijski šoli v Mariboru in smo prišli taki zaključku, koliko bi pač prišlo zastiranje za slamo od trto. 50 cm, 10 metrov debeline, skratka, kako to zgleda. Zanimivo je potem tudi z lesnimi sekanci, 50 cm širine, 80 metrov debeline, 2 kubika na 60 metrov in potem smo prišli do 130 kubikov sekancev po hektarju. Prednost sekance je pa takole, ampak to so listice, da smo jasni, ker tudi gozdne rastline ima vsaka svojo biologijo pravzaprav. Od pH-ja pa do snovi, katere smo. Namreč velika razlika je uporabljate, to bojo sicer ekologi pa biodinamiki bolj povedali, snovi določenih tanin in tako naprej. Tu se treba izogibati. Je pa ta, kako se reče, lesni sekanci 3 do 5-krat več tako imenovane organske mase dajo v tla kot pa hlevski gnoj. To se podarja. To je pa kapljično namakanje. Kapljično namakanje prije poštev samo v 2 obdobjih, in sicer obdobju. Takoj po cvetenju, ko je se završila oplodnja, takrat je suša izredno problematična, ker lahko zaustavi razvoj, bom rekel, grozdiča. In potem v drugi fazi je, ko razvijajo, bom rekel, zoritvene procese. Drugače pa kapljično namakanje ni dovoljeno, ali pa bom rekel, ga strokovno odsvetujemo, če bi bilo za povečanje količine. Tudi prekomerne padavine, tudi pa se opozarjam, tudi prekomerne padavine in trenutno, ko padajo, so tudi lahko znak teh podnebnih sprememb. Namreč se spomnite, pred 8, 9 ali 10 leti so bili železniki. Kaj je naredilo železniki? Tam je v 2 dneh padlo 400 mm padavin. In zamislite si, da imate po mesec dni, mesec pa pol izredne suše, v 2 dneh vam pade 300 mm padavin. Takrat se ne ostaje več časa. Erozija uniči vse pravzaprav. Kaj treba narediti? Pojnost, vsekakor je izredno pomembna pojnost, da ni zbitost. Danes se ugotavljamo, da je ogromno padavin, ampak da padavina do rastlin ne pride. Kaj to pomeni? Da namesto, da imamo tako zvano grudičasto strukturo zemlje, imamo prašno strukturo zemlje in da smo z načinom obdelave pravzaprav preprečili v to pojnost in da smo tehnološko dostkrat sami krivi, predvsem z uporabo, pretirano uporabo pri težkih strojev. Seveda, potem so tu, če pogledate, to erozijo, pravzaprav vsak vidi, imamo 2 vrste erozije, površinsko in pa globinsko erozijo. To je tisto globinsko erozijo, ki se glinasti delci, bom rekel, selijo od zgore na vzdolj in naredijo neprebojni film. To rešujemo z travnim pokrovom. Zato je tako pomembna trava za tisoč svojimi kornincem, da prebije tisti neprebojni plast in da prenaša zrak vinski trti kornina. In če ni zraka, tudi ni razvoja. To so potem tudi naprava sodobnih teras, ampak naprava sodobne terase pride danes od 40.000 pa do 100.000 evrov. To ni hec, ker te sodobne terase pomenijo, da moraš uporabiti specialno mehanizacijo z ploskev, ki je manjša od 2,20 m, celo še manj kot 2 metra, z oskimi veriga oskih teh specialnih strojev. Po drugi strani je pa tale brežina, ne sme biti več kot 1,80 m, kajti do 1,80 m je popolnoma strojno obvladljiva. In še nekaj je, vse posod mora biti tako zvana kapljično namakanje. Tudi to je kapljično namakanje. Takšne investicije, prosite, si najbrž ne bomo mogli sprevoščiti. Je pa res, kaj pa je prednost, do 70% zadrževanja padavin in pa do 47krat manj zmanjšanja erozijo. Zdaj pa še gremo na novodobne bolezni, ki so tudi bolj ali manj posledica podnebnih sprememb. Zlatokrstna rumenica. To je karantenska bolezen. Pred 20-25 leti je bila že prvič tako zvana
bolezen mesa ali črni les, kot se temu reče, to je njena mlajša sestra. Zame sta obe isti, ker nimam grozdja, ampak dobro. Je pa res, da je z podnebnimi spremembami, z prenašalci, ki so začeli širiti iz Amerike, potem pa prije Francije, pa je Francija, pa je na celem svetu, tako je običajno, se ta stvar širi tam, kjer je pač njemu lepo, temu škrižati in vsem ostalim stvarem. Skratka, tu so stvari znane, stvari so jasne, se da z rumenico še živeti, bom rekel, treba je pač določene postopke, kot vsi veste, kaj treba pač narediti od ugotavljanja, bom rekel, tega prenašalca do zaščite, do direktnega uničevanja in potem, skratka, o tem se še bo veliko govorilo, je pa to tudi novodobna bolezen, ki je v tem trenutku tudi najbolj financirana, tako da je tudi največ raziskana. To je pa druga, ta, ko sem rekel, eska ali kapniska trta ali skarioza, samo ta je bolezen, če pogledate, to je ta letna oblika na grozdju, to je na listju, takšne igraste lististvo, tako zgleda, to je bolezen mesa. Samo v Franciji tole letno zdaj odnese približno več kot milijardo evrov zgube v vinogradništvu, ta bolezen vpliva. 12% francoskih zadnjih podatek je francoski vinograd okužen z tem, v Španiji je še več, v Italiji je ravno tako, tudi pri nas dol v Srbiji, imaš kilo, pa to dol, tam dol je že prese tega. Skratka, južne, ko greš, hujše. In to je bolezen, katera je v tem trenutku najbolj problematična, ki je pred nami. Je bolezen mesa, z katera enostavno zapre prevodno tkivo in trta potem propade. Deluje isto kot trtna uš, čisto isto deluje, na 1000 različnih oblik, ampak samo v enem cilj pa uničuje. Kot je trtna uš uničevala korenine, to uničuje les. Smatra se, da je glavni problem velike rane, ki je delal. Enoletni les je začiten pred okužbo. Vse ostalo je problematično. To so milijarde trosov, ki po zraku grejo, letijo, mi jih ne vidimo in potem lahko okužijo vse to, kar vidite. Torej, preventiva, pa še nekaj, ko vidite eno trto, jih imate 10 ali 20 že okuženih. To ni zato, da vas bi, bom rekel, strašil, ampak predvsem to je ena stvar za resnost. Moramo biti resni. Potem pogledajte se, na primer, tudi vinogradniki poznajo takšne grmičaste rasti. To so lahko tako zvani virusi, ki se prenašajo, da najbolj ugotavljajo z erinozo, zato je tako pomembno spomladi tiste prve škripljenje z žveplom, z večjo količino žveplov, ki je najbolj ekonomično čistiš in istočasno tudi to preprečiš. Skratka, teh oblik bo zelo veliko. In pa na koncu imamo še te v vinogradništvu, tudi te novodobne invazivne rastline, tega bo vedno več. Pa imamo tam perenolistno ambrozijo, pa imamo rudbekijo, ki imamo tudi za krasne rastlince, pa imamo tole kanadsko zlato rozo, pa imamo orjaško rozo in na koncu so poletnica, to je edina ta rastlinica v mesecu novembra, še ki vinograd cveti, pa tako lepa, je pa invazivna rastlina. Vse bo tega bo zelo veliko. Hoče pa je široko, takšno splošno mnenje, kaj vse te podnebne spremembe pravzaprav vinogradništvo pomeni, pa ne samo vinogradništvo. To je izredno širok spekter delovanja in vse sem rekel, če bo pred nami še bakterijski užit, pa še druge invazivne rastline, pa še tole bo zelo, zelo pestro. In z zaščitnimi sredstvi lahko rešujemo neko določene stvari, ampak na dolgi rok ne bomo rešili nič. Na dolgi rok lahko rečemo samo za odpornost rastline, za našim, bom rekel, usmerjenim pametnim delom, da preprečujemo in da v kali, bom rekel, preventivno delujemo in to je edina rešitev za vse naše vinogradništvo. Hvala lepa.